Ljudje opazijo 2, 3 ali več psov na kupu, se ustrašijo, da jih bo prevzel tropni nagon. Ko lastniki kupijo psa, znajo povedati, da so si kupili novega družinskega člana. In na psa tudi tako gledajo, kot na otroka ali prijatelja. Toda ni ga psa, ki bi na človeško družino gledal kot tako, da je človeška družina. Vsak pes, en sam pes v družini, misli in ve, da je del tropa, ne del družine. Družina ga ima za otroka ali prijatelja, predvsem mu dovolijo marsikaj in ga ne znajo umiriti. Pes ne ve, da je del družine, ve, da je del tropa. In vidi, da se v tem tropu nihče ne obnaša kot vodja tropa. In v tem tropu si bo poiskal mesto, ker nagonsko začne prevzemati vlogo vodje tropa. Ko taka družina pelje psa na sprehod in sreče neko drugo žival, jih začne pes vleči, cviliti in lajati, in oni ga seveda ne znajo umiriti. Mislijo, da je to normalno. To je en pes v družini. In v družini si ponavadi nabavijo več psov. Ponavadi zato, da psu ni dolgčas, da ima družbo. Ko je v družini več psov, psi še zmeraj ne razumejo koncepta človeške družine. In seveda mislijo, da so del tropa, v kateri manjka vodja tropa, katero vlogo eden od teh psov prevzame. Saj se še zmeraj nobeden član družine ne obnaša kot vodja tropa. Še zmeraj jih imajo za prijatelje, otroke in družinske člane. Pes nagonsko prevzame vlogo vodje tropa in človek je nekje zadaj v tem tropu. Zato, ko taka družina sreča drugo žival na sprehodu, se zgodi isto kot prej z enim psom. Pse ne morejo ustaviti, psi jih vlečejo in lajajo in cvilijo. Med psi je nekdo že prevzel vlogo vodje tropa in ostali psi mu sledijo. Člani družine, človeški člani družine so tudi del tropa, toda če vodja tropa, ki je pes, laja na mačka, bodo ostali psi sledili vodji tropa in tudi oni lajali na mačka. Iz pasje perspektive jih človeški člani tropa podpirajo, so glasni in vpijejo na njih. Vsi sicer ne razumejo, da ljudje kričijo, da naj nehajo lajati, mislijo pač, da jih spodbujajo. Saj pes ne govori in ne razume človeškega jezika. V vednost in ravnanje.